to me pa spet zanimivo temo pripelje, ker sem si jo pa tudi najne poti so se nekako, takrat, ko si šel iz Hala, razšle, pa mislim, se smo skozi vedeli en za drugega, ampak to. In so se spet staknili, ko sta si z Nino hotela narediti hišo. In se še spomnim, najprej smo šli gledati nekam nad Kamnik, kam že, neko parcelo, na Brezje, parcelo, krasen razgled na hribčku, vse to dol. In nekaj časa je bilo tisto v igri, potem pa je kar naenkrat prišel pa zasuk in sta rekla, ne, bova naredila tukaj doma, ker imajo starši parcelo pred našo hišo, čez zraven. Takrat sta s tem v bistvu prekršila moje sveto načelo, da otroci, ki se odselijo, morajo tako, da se ne bliža žlahta 20 minut pele. In mi je bilo zanimivo pol skozi proces spremljati, kako smo tjunali to hišo, da na nek način smo staršema hrbet pokazali, pa kljub temu smo jim naredili dostopno potko. Se pravi, kako ta balans med tem, da ti skozi ne visijo stari starši nad glavo, pa da imaš svojo intimo, pa da ima družina svoje življenje, pa po drugi strani pa da vse te benefite, če se že tam preselaš, mi dva tega nismo imela, ker smo se mojega načela držala, da poskrbijo, tudi lahko pa prevzamejo, pa da jih njim zabašeš. A to funkcionira? To je, dokler nista bila v penziji, super funkcionira. Zdaj pa nimate več časa. Tako je. Daj, roko do srce so tudi otroci, zdaj že lahko sami kakšno uro, dve, ne? Dobre. Mislim, razumem, kaj govoriš. Jaz bom rekel, da sem ful srečen, da so moji starši, mi da so tako rekla, ko sva iskala svoje prvo stanovanje, smo pač v tisti naši hiši imeli tisto stanovanje gor, to stanovanje je bilo v bistvu eksperiment, ker sem jim rekla, jaz sem imel že iz bivanja v hiši mojih starih staršev, v bistvu eni naši sobi, pa eni naši kopalnici, oziroma WC je bil sam, ni bila niti kopalnica, in smo si delili vse ostalo, dnevno, kuhno, kopalen, vse, Smo v takem setupu živeli 8 let, to je bila moja izkušnja. In jaz sem kot otrok to dojemal super pozitivno. Meni ni bilo treba nikamor iti, pač varstvo, hrana, to je funkcioniralo. In Nina take izkušnje ni imela, imela pa ful intenzivno izkušnjo z babico, da so oba ta odnos z svojimi starimi starši ful pozitivno dojemala. In ga tudi niso dojemala kot konfliktnega nikoli. V smislu, ni bilo nekega kleša med taščo pa ne. In pol, ko sva se odločila, kje živeti, je bilo tako, dajva probat, pa bova po pol leta videla, to gre ali ne gre. Ker če ne bo šlo, tudi ločen vhod ne bo dost, bo treba pač se odseliti. In pol je šlo, res, moja dva starša sta držala, ko smo živeli še v hiši, absolutno disciplino, nemotenja. Veš, kako so imeli? Vem, skozi njihovo nadstropje. In je bila to neka pozitivna izkušnja. Dober test v resnici. In verjamem pa, da ful staršev tega ne bi bilo sposobnega tako odpeljati. Jaz že recimo moji tašči pa tastu bi imel pomisleke, če bi bila zrcalna slika. Razumem. Pa je to šlo. In pol, meni je bilo pa mikrolokacija mi je bila odlična, ker je v bistvu primestno življenje v sredi gozda. Otroci speš na vse aktivnosti, to zdaj živimo v polni meri in super funkcionira. Videla sta zelo vpeta v to kamniško meni sede, spet okolje, družabno sceno, vse. Meni sede biti vpet v neke communityje. Pa smo pa hišo tako, kot si rekel, ti si ščitil v bistvu ta interes odmaknjenosti, pa hkrati ustvarja, ampak to je
jaz mislim, da nam zares dobro funkcionira. No. Tako, ni nekih, ja, sej pride trenutek, ki si rečeš, spet nekaj gleda okrog, ne, ampak ni, ker je hiša tako skonstruirana, v bistvu nas njuno bivanje ne moti. Mi se do njih odpremo samo, kadar se hočemo odpreti, drugače smo pa zaprti. Hiša pa tako narejena, da v bistvu ne daje tega občutka nima, da smo zdaj zaprti. Da ste se zaprli, Ja. tako ja. A ne? Ne, v bistvu je tlorisna zasnova ena taka dobra metafora pol tega vašega življenja, ne, kako funkcionira. Ne. Ker je speljana tista potka, ampak se pa vseeno obrača z... Ja. Tudi recimo, veš, ta kamenčki okrog hiše, ne, v bistvu so bili narejeni kot neke vrste poceni rešitev, ne, pač ni pločnika okrog hiše, ampak so samo kamni. In po teh kamnih moraš iti, ampak je super, zato ker vsak, bi zdaj, če hočeta moje dva priti okrog hiše, se to sliši. To je tako, kot japonske hiše, ki jim delaš škriplje. Ja, no, a veš, in se sliši in se ti takoj, ok, nekdo, pa ne prideta velikrat, ampak pač slišiš, da nekdo gre. Tako da, ne vem, mi se imamo v redu, a veš, zdaj počasi se prevešamo iz tega, da sta one dva pomagala nam, da boste vi v kontra, kar je pa spet stanovanje gor je prazno, ko bo ta prvi pokazal neke ambicije po samostojnosti, bo lahko šel na varen eksperiment. Ja, tako jaz interpretiram to. Ja. No, jaz mislim, da ne bojo hitro šli, zato ker dejansko je v tej hiši za otroke, za snovance v rajne. V bistvu. Tukaj ima vsak svoj kvartir, to so ene večjih otroških sob, ki smo jih zdaj naredili. Ja, res? Mogoče za tvoj biro, ja. Za moj biro, ja, to se strinjam. Ja, no, tako. For the record, govorimo o 9 kvadratnih metrih. Ja, ampak čiste površine, 9 kvadratnih metrih čiste površine, vse omare zunaj, vse to zunaj, plus spanje še gor. To je 9 kvadratnih metrih. Z vsem to, če vas funkcionalni program še zraven prešteje, še to 15 kvadratov. Ja, ok. Fair enough. Fair enough. Tako da. No, plus ta multifunkcijski predprostor, ki me pa zdaj po toliko letih pa res zanima, kako funkcionira. Videl sem, da ste ripstov dali, kar je odlično. Kdo ga ne več uporablja? V bistvu ni zaživel v tej čist stereotipni, tam bo pa za telovadbo, ali pa tako, jaz imam mogoče malo drugačno predstavljeno, smo eno relativno veliko roženo postavili. Ampak recimo, če ima Nina jogo, tudi z inštruktorico, je ima tam. Na ripstolu, ki si tudi tam. Ko sta malim fuzbal špilava, cel ta soba z na eni strani prostorom med pultom in kuhinjskimi omarami, pa na drugi strani vhodom v spalnico, to sta 2 gola, vmes je fuzbal igrišče. Ja, vmes je 2, 4, 6, 7, 8 metrov. Ja. To je, tle preigramo s tako mehko žogo sicer, ampak preigramo fuzbala v urah na teden se šteje. Ja, odlično. Kljub šipam. A imamo kaljene šipe? Imamo. Zato je tako res mehka žoga. No. Ja. Že, ampak tako lahko zletiš, ti ni smehek. Veš kaj, imamo pa lih tako nastavljeno rožo, pa pol je tisti fuzbal tam, pa pol je že ripstov z tisto peno spredi, tako da v bistvu je tako zelo podolgovato igrišče. No. To nam funkcionira, te omare, količina omar je prevelika. Mislim, prevelika. To mi pa še noben ni rekel, da smo mu preveč omar naredili. Mislim, glede na to, kaj je not, so absolutno preveliki. Mi imamo še zdaj v hiši nekaj omar, ki so prazne. Wow, to ste pa res edini. Sami imamo res veliko omar. To je res. Imate, ampak smo tudi že več. Ja, tako, jaz mislim, da če bi tako pospravil, v smislu neke nuje. Jih pol rabu. Ja, pol. Tako da to v redu špila.
akustika je mogoče nekaj, kar recimo, sem presenečen, pa v negativno smer je pa ful zvočno prepustna, cela hiša. Zdobro, da imamo na vrata izvlečena, Ja. To vsak dan vlečem. Akustika se pravi ne po konstrukciji, ampak tako, ker je pač odprt loris. Oboje, ne? In odprt loris in pač les je relativno dober prevodnik zvoka, oziroma ne vem, kako bi drugače rekel, pač zvok bolj prehaja med prostori, kakor bi... Seveda, pri vas nimamo skeletne stene za zvočno izolacijo, no, pri vas imamo CLT. Ja, no, vse zato... Ker zdaj v glavnem, kjer delamo iz masive, delamo samo obodne stene, iz masive notranje pa skelet. Kaj pa pisarne? Pisarne so pa top. Se vidite krvavc. To je pa moj... Ker sva tisti, ker štela. Ja, mi inače stoji vidna krvavc. Ne, tis oken je... Tis oken je kar ključen. Verjamem. Zato, ker v bistvu cel tes del hiše, vključno s tem delom dnevne sobe, v bistvu osvetljuje svetloba, ki tam skozi pride, v bistvu razsvetli in dnevno sobo skozi unenad, kaj je to? A veš? Ja? Nad stena med dnevno sobo in pisarno ne gre do stropa. Ne. No in ta oken Ja? spusti svetlobo not in jo spusti tudi v dnevno sobo. Ja. Pač ta slop, recimo kaminski slop. Tako je. Ja, tako je. Tako da to super funkcionira. Meni je pisarna en najljubših prostorov. Jaz mislim, da je tako prav v vašem primeru res tako zanimiv, pa pravilno umeščena na tak ta prav kos, tako kot konc, pa je povezana z bivalnim prostorom, pa čisto odrezana. Ja, super. Tudi zdaj, recimo, ko je tam sosed zgradil hišo na uni parceli spodaj, taka čisto klasična hiša, sem najprej bal, da bo me bodla v oči, ko bom sedel v pisarni, po 2 tednih jo sploh ne vidim več. V bistvu mi je še bolj všeč, da je majčkeno bolj zaprt tam, ker mi manj stvari pogled zmoti. Tako da jaz sem... Se pravi, Nina sedi tako, da gleda proti krvavcu, ti pa ne kontra. Gor proti temu sosedu, drugemu, edinemu, ki ima še to L hišo. Ampak se tisto ne vidiš, ker je nižje. Ja, vidiš sam, kaj je že to, Atiko. Atiko. Bela Atika se za svet. Nikoli ne pozabil, kakšne borbe smo imeli s tem vašim, ko smo imeli OPN ali OPPN ali to, pa potli, ki so nas... To so borbe, s katere moraš iti. Za vsak presežek mora biti nek fight. Očitno res, ne gre drugače. Ne, ampak je bilo po svoje ironično, ker takrat, ko ste se vi lotili to urediti, pa spisati OPN, sem jaz napisal, kako naj bo, na kar je upravna enota nas prepričevala, kako interpretirati to, kar smo mi napisali. Tako mislim, malo hecam, ampak dobro, ni. Meni je bila to tudi taka šola, recimo, za zdaj, ne? A veš, zdaj... So se te inštitucije, inšpekcije... Tega moraš imeti pa ti zdaj veliko, ne? To je meni zdaj tako, jemljem kot nek del življenja, ki se zgodi, na uni strani so ljudje, če si prijazen do njih, če se trudiš. Meni se še ni zgodilo, da bi recimo prišel v neko situacijo, kjer bi z normalno komunikacijo, z razumevanjem tega, da je človek na uni strani, ki mora upraviti nek job in mogoče včasih mu manjka tvoj uvid ali pa izkušnje ali pa tako naprej, pa seveda močno stojim na pravi strani zakona, če tako hočeš, In zares ni nikoli težav. Vsako stvar se da, tudi če je neka napaka, pač naredili smo napako, to je način, kako jo bomo popravili, nikoli tako jaz, se mi zdi, eni podjetniki zelo grajajo slovensko okolje in podjetniško in tako naprej. Jaz pravim, da je Slovenija super država za imeti podjetje.
tako, mene, jaz res lahko potrkam, ampak jaz nisem v nobenih. V kakšnem smislu? V smislu, da je recimo, če primerjam, koliko je težko slovenski firmi poslovati z drugimi firmami, poslovati na drugih trgih evropskih. Ja. To je v primerjavi z ameriško firmo, ki hoče poslovati v drugih zveznih državah, poezija. Recimo, sistem enotnega poročanja za DDV. Ja. Poezija. Ti se registriraš, edina stvar, ki moraš narediti, moraš v vsaki državi zaprositi za davčno številko, ves ostali sistem laufa. Isto, okay, to je res. Ampak po drugi strani pa, meni se zdi, ta sistem zaposlovanja, pa te plače, pa regelci okoli tega. Ne, to je čisto simpel. Kaj je čisto simpel? Plače. Mislim, zaposlovanje. To je tako rigidno. Ne, to je super. No, ok, pa bomo različne izkušnje. Meni je in zaposliti je enostavno, in odpustiti je enostavno. Ni enostavno, ampak jaz pravim, da je primerno urejeno. In zaposlovanje tujcev, in zaposlovanje, in odpuščanje, in lahko se pregovarjava, ali je bruto neto razmerje ta pravo. Jaz mislim, da je v redu. Pač, tako je. Druga stvar. Ampak tako, te sistemi, ja? Odpreti podjetje, to laufa. Pa ne, to laufa, ampak meni se zdi ravno to odposliti ali pa da nekoga ven daš, je pa problematično. Ne. Kako ne? Ne. Pač samo imeti moraš utemeljen razlog, ja? In voditi postopek v skladu s pravili. No, ok, pa da, zdaj jasno. Ja. Saj sem pravil. To je to. Ja. Pravila so jasna. Ne hecam se. Ja, ne se verjamem, da se ne hecaš. Ampak... Jaz sem bil istega mnenja kot si ti, ja. Namreč. Ja. Ampak zdaj, potem, ko sem v 2 firmah precej zaposloval, pa tudi seveda odpuščal, sem mnenja, da je to primerno urejeno. Da primerno ščiti delavca, da primerno ščiti interese podjetja, da omogoča tudi radikalne posege, če podjetje to potrebuje. Tako jaz nimam, ni nobene težave. Ok, super, no. To vzbuja upanje. Če ti tako rečeš, že moram temu verjeti. Ja. Je pa drugače, kot je v Ameriki, ja, se strinjam. Ne? Mislim, dobro. Ali pa že v Švici je drugače. Ne? Ja. Ne, cel kup je teh primerov, ko nekdo nekaj zate naredi, pa je že problem, kako mu boš ti to plačal. Recimo, da ni zaposlen. Ali pa problem... Ni problem. Kaj ni problem? Pač odpre popoldanski SP. A to se ti zdi enostavno, da mora on odpreti inštitucijo? Ja, jaz s človekom, zato, ker bo enkrat nekaj zate naredil. Ja. Zakaj bi to moral? Imaš pa podjemno pogodbo, imaš ful opcij. No, meni se zdi veliko zdaj, če se v to spustim, bi ti začel naštevati, pa niti ni. Ti imaš bistveno drugačen posel, verjetno veliko večkrat priješ v situacijo, ko moraš od nekoga sam enkrat nekaj kupiti. Ja. Ampak zakaj bi zato moral imeti on SP? Ali pa tako, ali pa imaš podjemno pogodbo. Ali pa recimo imaš nekoga, s komer sodeluješ, pa se celo taki banalni primeri se ne želi zaposliti pri tebi. Ja. Torej, on odpre svoj SP, ampak zato, da ni to skrita zaposlitev, mora on še z ne vem kom drugim delati in ti sploh ne veš, a dela ali ne dela, ker naenkrat si ti lahko nekriv nedolžen, da ti rečejo, ja, on pa ni tam drugega prometa naredil. Tle bom zdaj ti rekel tako. No. Davčni organ ni neumen in predvsej dobro presoja v takih primerih, kje leži krivda. Če ti bereš zakon, boš ti takoj kriv in kazni predpisane ne vem kakšne. Ja. Ne, da bi sploh jaz vedel, ali pa imel možnost. Ampak praksa
je pa bolj človeška. No, s prakso pa nimam, ker hvala Bogu, jaz nimam takih primerov. Ampak, Ja. No, ampak, a veš, jaz tle res mislim, pustimo, da SP, sploh popoldanski SP, normiran pa tako naprej, v bistvu ne rešuje te težave, za katero je bil narejen. Ja. Ampak tako izvedbeno, pa tako nisem zaključil. Pač. Jaz mislim, da birokracija v Sloveniji ni problem. Sploh, če se primerjamo z eno Nemčijo, z eno Anglijo. Nisem mislil birokracija kot sama. Čeprav je za moje pojme preveč, ampak si predstavljam, da v nekih teh primerjavah, sploh z neko Italijo, ni problem. Ampak ta določila, kako nekdo nekomu nekaj lahko zaračuna za simpel, kako... Ja, pa se država mora samo davek pobrati, se ni. Pa država hoče od vsake transakcije pobrati davek. Imaš podjemno pogodbo, ki jo mora on povedati, da je delal prek podjemne pogodbe. Imaš popoldanski SP, ki ga odpreš tako, da ga naklikaš na internetu. Že sem, če ti nekdo naredi nekaj za 200 evrov, da boš cele pogodbe sklepal. Zakaj ne? No, ok, seveda boš, ker jo moraš, ampak to bi se dalo sigurno bolj enostavno narediti. Ja, kako? Ja, tako da... Kako boš državi sporočil, da si opravil delo? Kaj, kdo on? Da ti ustavi osebni račun. In kaj, vidiš? Avstrija ima tak primer za gostinstvo, ne? Avstrija gostinstvi imajo pavšalno obdavčitev, ne? To bi recimo lahko bilo, ampak... Ne pavšalno obdavčitev, ampak... Pa se je pavšalna, popoldanski SP je v bistvu pavšalna obdavčitev, ne? Ja. Do 50 jurjev imaš 4% in to je to. Ja, ampak moraš imeti že popoldanski SP. Ja, ne rabiš, lahko prideš po podjemni pogodbi. No, v redu, po pogodbi za 150 evrov boš sklepal podjemno pogodbo. Ne? Ja. No, jaz mislim, da bi se dal... Ki ščiti tebe. Mislim, se ne gre za to, da bi jaz rabo biti ščiten ali pa da ščiti. Zdi se mi, da je prekompliciran. Verjamem pa, da je v Nemčiji bolj kompliciran, da je v Avstriji bolj kompliciran, da je v Italiji itak bolj kompliciran. No, lej, meni... Ja. Pa še jaz tudi mislim, da pač firma pa šlo zdaj v svojo skledo plugam, pa bo mogel jutri hvatati krivine. Ne vem, ampak jaz mislim, da pač firma, ki njen poslovni model in motor ne omogočata, da bi v nekem ekosistemu preživela in ustvarjala dobiček kljub vsem davkom, prispevkom in pač ne obstaja. To se pa jaz zelo strinjam. A ne? Seveda, to je pa edina logika. Ja, to se pa strinjam. In pač jebiga, če ti poslovnega motorja ne uspe spraviti na to raven, pol pač očitno kot firma ne moreš obstajati v tem okolju. Ja, tako. To pa se čisto strinjam. Dobro, zdaj se ne vem, kako so se skočila iz vašega bazena ven na... Ne vem, če so sploh bila pri bazenu. A niso še bila pri bazenu? Si rekel, da si ga že zakurbil letos. Ja, to je. In že hopal tudi? Jaz se včasih pošalam, da če bi še enkrat zgradil hišo, bi jo v bistvu zgradil okrog 3 elementov. To je pisarna, kamin pa bazen. Se pravi, to pomeni, če to prevedem, ni vama žal, da ste naredila bazen? Ne, absolutno ne. Prej bi se lahko poslovil od marsičesa drugega v hiši kot od bazena. Kakor od tega, ja. Sploh, ko gledaš relativen delež investicije, ki gre v to, ne? Ja. Pa tudi v končni fazi letni strošek tega napram, kar ti da, se mi zdi taka super investicija. Zdaj, jaz tega pri mojih naročnikih nočem reči tako aktivno promovirati, zato da ne bi izpadli, da nima za kruh ne je potico, pa preveč vehementno, ampak tiska pa pokaže neko afiniteto do tega, da bi ga imel, se mi zdi pa res, da podprem to, ker jaz zelo isto čutim. Meni se zdi, da če imaš to možnost, če imaš finančna sredstva, da si to narediš, bi se jaz osebno tudi čemu prej odpovedal kot temu. To je... Mislim, da
mogoče se svetle arhitektov ideologija, ne, da povem, kako ga mi uporabljamo. Ja. Mi smo bazen zeleno začeli. Če bi bilo v nedeljo, v soboto, ko smo to počeli, lepo vreme, ali pa da bi bilo v nedeljo lepo vreme, ko se je napolnil do konca, Ja. ali pa da bi sploh bilo lepo vreme, Ja. sam da ne bi bil tak turoben, bi se mi, tako je bilo recimo lansko leto in leto prej, mi se v bistvu mečemo, to ni kopanje, to ni plavanje, ampak mi se pač greš not, zaplavaš ali pa skočiš na glavo in greš ven. Ampak to mi počnemo od 15. marca do konca novembra. A imate vi to blodno črpalko? Ne. Ne. Pa vsake čas. Od 15. marca. Od 15. marca Nina, ona hodi. To je pa že cold plunge. Ja, vse to, o tem ti govorim. Ja. Ne. To je in tudi naš bazen iz vidika lege ni med najbolj osončen. Ima veliko sonca, ampak ne pa polnega lurikovci mu vzamejo. Ja. In tudi, kaj največja vročina doseže, ne vem, 27-26 stopinj. Ampak nam je to vse, kar rabimo. Ne rabimo bolj toplega, ne rabimo pa ful sem ti hvaležen za nasvet, da ni nobenega pokrivala. Ja. Ne takšnega, ne drugačnega, ne nikakršnega, zato ker če bi karkoli bilo gor, pol ne bi šel zjutraj se sam otvršiti. Ja, že. Jaz sem si kasneje umislil tisto rolo, Ja. pa ga recimo lansko sezono niti nisem zmontiral, ker Veš, in se jaz se navadim na tiste 4 listke od lurikovcev, ki so ponavadi na dnu bazena. Posesam, ja, vsake 14 dni, ampak to, da ne vem, če sem bil lansko leto kdaj več kot 10 minut naenkrat v bazenu. Bil sem pa v enem dnevu 10-krat. to pa je, ja. Isto, seveda, sploh kada tista vročina pripriča. Tako da, ja, nama ni žal, otrokom ni žal, tudi se mi zdi, da je tak centralen socialni element postane bazen, sploh, ker so majhni otroci, veš, pa pridejo sosedovi, pa pridejo tako da meni to super. No pa že voda kot motiv, Pa voda kot motiv, ja. To je fenomenalno. No, a bi kaj drugega spremenil? Zdaj recimo tako, ki si gli začel, bi se raje s čemu drugemu odrekel, kot temu, ampak tako in general, se veš, mi smo sedeli, pa smo snovali tam gor na podstreh, pa premetavali, pa sobe, pa večje, pa manjše, pa drugače, pa tako malo smo bili omejeni s to L obliko, ker je bila določena, ampak smo se to matrali tako v celi od zasnove ali pa od začetka do konca, če bi karkoli drugače naredil, ker to je pa zame pomembno feedback informacija. Mislim, ne velja reči zdaj, da bi arhitekta drugega vzel, ker to bomo s Juretom zrezali ven, če boš kaj takega rekel, ampak ostalo. Lahko ti čisto iskreno povem. Se pravi, mene je fasciniralo to, ker je ta zaplet s tem OPPN-jem trajal, ne, in smo mi v bistvu revidirali, pol, ki je šlo zares v bistvu načrt. Od idejne, mi smo imeli idejno skico 1, pa OPPN vmes, pa idejno skico 2, 3. In ful mi je bilo zanimivo, koliko so mi dva spremenila pogled na stvari v teh 3 letih, kjer stvari so postale pomembne, kjer so postale pomembne in tako naprej. Tako da ta proces se nekako nadaljuje, pač. Ampak še vedno sva ultra zadovoljna z tem, kako je hiša umeščena v prostor, ker res, kot si rekel, pač kriva stena je ščit. Mi se res, ko smo doma, počutimo zaščitene in spustimo skozi lino od vhoda samo prijatelje. Čeprav nimate neke blazne ograje, ste dejansko. Nobene ograje nimamo. Mi se imamo lurikovce. Ampak še te so na bregu. Tako. Dol, Kar se tiče razporeditve prostorov noter, velikosti, razmeri in tako naprej, jaz mislim, da tudi ne bi nič spremenil. Ker ta koncept velikega skupnega prostora, ki je multifunkcionalen in na račun relativno majhne spalnice, relativno majhnih otroških sob, vsi te pomožni prostori so v bistvu relativno majhnih otroških sob? Ja, rečem relativno, mislim, koga vprašaš. Tako da tle so ful zadovoljna. Kar mogoče bi jaz spremenil, je
da bi takrat ali tebi ali nekomu drugemu rekel, sfiniširaj mi še notranjost. No, aha, misliš notranje opreme? Ja. Tle mislim, da so naredila neko tako napako, ki... A veš, sej, vi ste pripravili zadevo zelo daleč, kuhna je bila zrisana, premikati jo ni bilo. Ne? Ampak pol te detajli, materialov, to bi pa, če bi še enkrat delal, bi to nekomu zaupal, da se s tem ukvarja, ker pač sam ne znaš vsega poloviti. Ne? Ja, no se to je nekak naš ideal, da pripeljemo še do tega, ampak pa se pa različniki odločijo, tako da to je super, to je zdaj promocija za ne, to. Ne, sigurno, mislim, to, če bi še enkrat bi spremenil, ne. Čeprav ste kar dobro speljali tudi tako, ne. Mislim, pač, mogoče par detajlov je, ampak da ste pa v bistvu zelo korektno in zelo lepo naredili tako hišto do konca. Ja, vse materialnost je bila pa bolj, kar je določena že v tistem našem moodboardu. Pač ni bilo nekih, ne pravim, da je slabo, daleč od tega, sem mogoče jaz bolj ciljam na to, da bi se s tem v stresu vseh teh mikroodločitev izognil. Zato, ker kad ti delaš hišo, je tako, okna tle, sobe tako, pa si mi, ful dobro. Pa imaš pa te bedne odločitve, kakšna keramika. Tako. Ja, to je kar... To tle pa mislim, da pol sva zgubila ful več energije, kot bi jo bilo potrebno. Zato, ker pač, moraš pol to vse sam in se odločiti in premleti in izvesti in tako naprej. Je pa nekaj, to je pa res, tle pa se še sam nisem odločil, je pa to, da ti v prostoru nekaj časa živiš, ko si že noter, pa pol naročiš opremo do konca, pa ima prednosti svoje. Nekaj časa si živiš v manj funkcionalni hiši, ampak... Ja, to je pa tista večna dilema, ali vse zrisati naprej, ampak to je malo tudi od tipa ljudi odvisno. Recimo, pri Juretu Jezerški je bilo to idealno. Zrisali, naredili, cek, še noter, fertik na to. Eni morajo pa veliko del časa dihati s hišo, da ti se vibe začutijo. Jaz ti povem pa jaz ti povem moj oseben razlog, zakaj to. Jaz popolnoma razumem Jureta, zakaj je to naredil. In pa še v njegov mindset in vse. Až kaj je moj razlog, da tega ne naredim? Ker se ful rad vsake nove stvari veselim. A veš, pač pride po 3 letih končna rešitev za lopo in sem najbolj vesel, ko imam zdaj lopo. To je za arhitekta sicer travma, ker ni nikoli dokončana zgodba. Razumem, ampak jaz pa to iz tega vidika gledam, jaz te tudi razumem. Da se pač veseliš nekih majhnih stvari, nekih majhnih dodatkov, izboljšav in jaz preprosto v tem uživam in se mi zdi, da podaljšujem nek užitek v... Sej, to se bo itak podaljšalo v obdobje, ko pa se bojo začele že stvari zamenjavati. To so pa midva Zelenko v tem, ko pa že nekaj drugače narediva, predstavlja, mogoče neko novo luč na nek stol, neki in se pa spet... To sem pa, malo sem tebe poslušal, ko si lih začel s tem, ko si rekel, jaz delam hišo za, kako si rekel, za 10 let, pa upaj tako vse crknilo, pa bo treba že zamenjati. Tle pa vidim, sem pa presenečen, da se vseeno poznajo znaki uporabe. To nisem rekel, da jo delam za 10 let, ampak vem pa, da začnejo stvari... Tako v tem kontekstu je bilo, pač po 10 letih bom pa itak mogel razmišljati že o tem, da bom to In se meni zdi tako, to je pa zelo kratek čas, ampak dejansko vidiš, da se ene stvari se dejansko zdaj tako, če smo čisto okoljsko zaveščeni, potem dajmo ne menjavati stvari, ki so še funkcionalne, ampak me je pa presenetilo, kljub temu, da relativno zelo pazimo, koliko hitro se začne neka patina nabirati na stvareh v hiši. To me je pa presenetilo, če iskreno. Ja, gre. Jaz tudi nisem mislil prej, da bi tako midva menjali. Midva kavč in bo verjetno ta kavč skozi. Midva kuhno.
in bo verjetno tudi kuhna skosa. Ne tako, ampak bolj tako, ne vem, pa kupimo tam en star obnovljen tunetov samo sedalček, pa se kup neka lučka, ki je malo drugače, pa tako, da te ambiente malo spremeniš. No, v tem smislu se pa vsake stvari zmeraj znova tudi veseliš. Ja. Realno, Miro, pač vem, da recimo konkretno v kuhinji ne bo s to kuhno enkrat nekaj naredila. Zdaj, a bo zamenjala samo vrhnje materiale. To je ena od teh napak, ki bi rekel, če bi poslušal enega eksperta, da bi mi boljš svetoval. Ali pa ne. Ali pa bi isto plato zbrali. Ja, tako je. Ko smo začela z geekovstvom, nikoli ne bom pozabil to, ker na zadnje zdaj sem bil pri tebi, ki si rekel, da ljudje, ki se grejo sproščati, grejo igrati inštrument, ti greš pa programirati, ker na X pametne inštalacije. Ja. No, ampak pa sem te na podlagi tega zdaj še dvakrat porabil, da si v bistvu ti kot uporabnik, pa in to hardcore uporabnik, pa res znalac dvema mojima naročnikoma svetoval okoli tega, ne da jim svetuje nekdo, ki jim to prodaja, ampak nekdo, ki je tako. Zdaj, pametne inštalacije. Tipična moja izkušnja je, jaz imam tam neko checklisto in ker rečem mojim ljudem, a bi imeli pametne inštalacije, ne bi. Ne. Imam pač tak tip klientele, ki bi šli v naravo, pa to pa oni že ime asocira, ne, to pa ne, pa povem par stvari, pol pa to vse pride na tehtnico, ne vem, je manj štroma po bajti, manj sevanja, manj druge stvari lahko nekaj delaš, ne. Zakaj ti uporabljaš pravzaprav te pametne inštalacije? Ker ti se v bistvu s tem igraš. Jaz se s tem igram, ja. Ni več stvar potrebe, ampak je stvar hobija, da se to... Ali pa če drugače rečem, zakaj bi ti nekomu, ki pa se ne bo s tem igral, rekel, ali ne jih vzame, ali ne, in če ja, zakaj ja, in če ne, zakaj ne. Ja. Jaz bi rekel, da jaz bi svetoval to vsakmu, ki gradi novo hišo zdaj, da vzame nek način, zdaj, a je to Kajniks, a je to karkoli drugega, moja osebna preferenca je, da je to ožičen sistem, se pravi, da govorimo o žicah zaradi sevanja, zaradi baterij, ki omogoča fleksibilnost v prihodnosti. Pač vsaka hiša ima zdaj tokenih svetila, so se spremenili, čas so bila svetila takole, zdaj so pa svetila ledice tam, to tam, in če to vse spraviš na neka stikala, boš hitro prišel v situacijo, da boš imel take dolge panele stikala, lahko sicer zvežeš na eno stikalo, ampak potem si zacementiran v to. In Nemci imajo pregovor, wer nicht smart baut, baut alt bau. Torej, kdor ne gradi pametno, gradi starogradno. Zdaj, na čist tem neigralskem nivoju scenariji pametne inštalacije ne pomenijo to, da imaš ti kakršenkoli displej. To je po moje prva stvar, ki je treba povedati. Se pravi, to ne pomeni, da boš ti mogel prek telefona nekaj upravljati ali pa prek četrtega. To pomeni v osnovi to, da imaš ti tamle stikalo in s tem stikalom lahko poljubno luč v hiši pržgeš ali pa ugasneš, če to hočeš, ali pa več luči, in se to lahko s časoma spreminja. Se pravi, ti si rekel, si zamenil svetilo, pa ti zdaj to svetilo ne paše v sceno večerno ali pa karkoli, in lahko preprosto spremeniš, da to stikalo te luči ne bo več pržgalo, ki jo pritisne zvečer. In to mislim, da je ful uporabno. Recimo, se s tem. To je ena od stvari, ki jih jaz tudi naštejem. To se meni skozi 15 plus let, kakor hišo imamo, že izkazali, da smo nekaj teh funkcij spremenili, ki jih drugače. Točno to. Ali pa meni skozi 3 leta, ti dam lep primer, stikalo v posli za ugasniti vse, ko so bili otroci majhni, je res ugasnilo vse. Ko so bili otroci toliko veliki, da so začeli sami brati zvečer, to stikalo njihovih luči pri poslah ni več ugasnilo. Pač
simpel prilagoditev, pač tam iz neke centralne funkcije te tri izvzameš in to. In ta nivo bi jaz vsakmu priporočal. Dobesedno vsakmu, ker ne vidim nobene, tudi stroškovno, je to toliko majhna razlika. Zdaj, ko so se izvajalci malo navadili, ko vejo, kako lahko s kablom za KNX pršparajo v bistvu polhanjenih poti, koliko je pol to, jaz bi rekel, ja, je dražje, seveda, ampak to je, bi rekel, razlika, ki na dolgi rok, kaj ti to omogoča, je vredna. Zdaj pa ti to uporabljaš prek telefona, ali imaš tablico na steni našraufano, ali hočeš, da hiša sama žaluzije zapira glede na sonce, ali hočeš, da ne vem kaj, temu jaz pola rečem pa igranje. Ko greš le v detajle, kaj vse, kaj ne vse in tako naprej, to je pol pa stvar posameznika in jaz dobesedno, jaz uživam v tem, da eno novo stvar pogruntam. Kako pa družinski člani to sprejemajo kot nekaj, kar nekaj drugače dela? Jaz se trudim, da v bistvu za njih ni nekih nikoli sprememb na slabš. Pač to je to. Vedno, kar kaj naredim, kaj spremenim, je na boljš. In zaenkrat še nismo imeli nekih hudih sporov okoli tega. Mogoče ena stvar, ki recimo je zanimiva, pa še nisem dobro rešil, je ta, kako dobiti dovolj hladno vodo v hladni pipi, pa kako hkrati dobiti vročo, kaj je vroča, ker so relativno dolgi vodi. Če ne cirkulira voda, je dolg časa hladna, če pa cirkulira, je pa na teh koncih toliko časa skupaj s hladno vodo, da ti hladno odpreš, v bistvu je topla tudi, ker se pogreje ta. To ti pa jaz povem, kako. Cirkulacijsko črpalko daš, sprogramiraš na stikalo. No, sej to. In preden rabiš, mi imamo tako. Ker mi najprej nismo imeli cirkulacije, ker smo imeli enega šalabajzerja od strojnika in ni dal gor črpalke, čeprav je bilo vse napeljava tako narejeno. In ni bilo nič. Pol sem rekel, mi traja 3 minute, da mi karkoli preteče. In so mi pol dali cirkulacijo. In sem jaz dobil naslednji mesec ful višji račun za elektriko, ker to ni trivialno, koliko se vode shladi v ceveh čez skozi krošene. Sploh poletje to naumano, ker pozimi si rečeš, da je to v toplotni voji hiše. Ajde. V redu. Pol smo šli na tretjo varianto, sem rekel timer. In sem nastavil, jaz obstanem ob 6, timer. Pa sem pa vstal 15 do 6, efekt od timerja ničen. Najprej sem jaz toplo vodo si moral stočiti, potlej pa še timer zagnal pa to. No in pol so mi ravno te pametne inštalacije omogočile, da mi je na 3 koncih, ali na 2, kjer že imamo, sprogramiral, da jaz pritisnem in črpalka cirkulacijska 3 minute dela, toliko sem zračunal, da rabim, da voda pride. Se pravi, jaz pa v zglavju pritisnem, preden sem jaz pritušil, je to ready to go. No, to je ena varianta, pa če si geek, se pa začneš ukvarjati s tem, s katerimi vse senzori bi lahko s katerimi senzori bi lahko ugotovil namen, da nekdo bo rabil vodo. Pa imaš pa gibanje. Če senzor v hodniku zazna gibanje, pa pol ga v hodniku v kopalnici zazna, pa je to možnosti je neomejeno. V redu, to je pa res. To je zame pol igra. Je v bistvu so logične uganke, kaj je Wow, to bi pa ne bi nikoli mislil, ampak razumem. Se pravi, če nekdo hodi proti tej kopalnici, wow. Ampak zdaj pa, da pa to infrastrukturo imaš, je pa pol tista, bom rekel, igračkarska nadgradnja, je pa to, da hišo s senzorji opremaš. Ki zdaj, jaz sem kupil najcenejše senzorje takrat, ki zdaj zaznajo sam gibanje. Zdaj imaš senzorje že, ki ne samo, da znajo gibanje, znajo, v katero smer nekdo gre, ali pa v kateri delu sobe je nekdo, ali pa je sploh kdo v sobi, ali ga ni. Ampak, a veš, ko bom prišel do te stopne, bom pač un senzor za 30 € dal puknil pa.
pa bom dal enega dražjega gor, pa takrat upam, da bo že tudi cenejši, a ne, in bom tizga potem uporabil v nekem novem scenariju. In to je zame ta hobi, to je zame to igranje. Ne. Super. Gikanje. Karkoli hočeš reči. Ja. Bom še v enega drugega gikanja, ali pa to ni gikanje. Kdo je pri vas pobudnik teh družinskih fotografij, ki jih redno delate? Nina. Ja. Odkje je prišla ta ideja? Vi naredite kaj? 2 družinski profi fotografiji pri fotografu s sceno na let ali več? Dokler niste vi to začeli delati, meni to ni na misel prišlo. Je malo tako mali quirky, a ne? Ja. Kao, sam sebi organiziraš slike, malo je tako... Malo je kiči. Malo je kiči, malo je... Ravno zato je pa po svoje zanimivo. Ja, ampak jaz sem to predvsem dojemal kot omejevanje stresa v življenju. Omejevanje stresa? Ja, zato ker jaz sem se nekaj malega s fotografijo ukvarjal, ko sem bil mlajši, in meni so bile vedno všeč fotografije, ki so bile nestandardne. Se pravi, če je bila portretna družinska fotografija, ali je bila kompozicija čudna, ali so bili izrazi čudni, ali je bila nekaj. Ne. Medtem ko Nina je pa izrazito perfekcionistka, kar se tiče, kako nekdo na sliki izgleda. In pol, ko združiš te dva okusa, ne, je to recept za konflikt glede kakovosti družinskih fotografij. A ne. Mi gremo na potovanje, jaz slikam školjke na plaži, prodajalca banan, ne. Nina bi rada imela portretno sliko nas na morju. Ne? In to združiti je nemogoče. Tako da pač preprosto pol rečeš, gremo k profesionalcu, da nas poslika tako, kot se šika. Ne? In najprej se mi zdelo tako, ok, grem za to, da pač sodelujem. A ne? Ampak zdaj, ko pa nazaj pogledam, sem pa dejansko vesel, ker dejansko imaš potem neko referenco v času, kako smo takrat izgledali. Ker je mogoče drugače ne bi imel čisto za vsak let. Ker ko ste to začeli dajati, se mi je zdelo tako, what? Tole je pa res goofy. Pol spremljaš ena, druga, tretja, tole je pa malo kiči. Ampak tako, ko pa nekdo nekaj dela, skozi, ne? Rečeš, ok, no se v celem kontekstu jaz verjetno ne bi šel nikoli tega zase početi, ampak ok, makes sense in je celo zanimivo postane, na nek način. Ja, meni je, tako kot si ti rekel, meni je zdaj zanimiv. Spet grem nazaj na to, veš, ponavadi si tako naredimo pol okrog tega nek dan. A veš, pa tudi če gremo samo na božično, ki traja slikanje, a veš, pa je res masovka, ne, pa si res misliš, ok, zdaj smo prišli na eno sceno, kjer bo še 400 družin na isti sceni slikanih, a ne. Ampak fuck it, ne, pač ti imaš pa sliko, na kateri si, pač tam si nasmejan, pa gremo še nekaj pojesti, a veš, tako in je nek family thing, ki se je zgodil, ne. Ja, no se pravim, tako skozi čas mi je to postalo tako. In ja. Interesantno. Ne, zdaj sem vesel, da smo to delali. No. Ne, niso bili tudi psi, ali niso bili? Ja. Zdaj pa imate še kakšnega psa? Ta trenutek ne. Ne, ker nekaj časa sta bila ful zagnana za tiste doge. Nekaj časa smo imeli 2 psa v Marance, ja. Pol smo pa jih počasi začeli outsourcati tastu, pa je mu čez tastu oba. Pa sta oba poginila, tast smo pa zdaj še vedno potomca Tako da, ja, se bo prišel spet čez psa. Zdaj le trenutno malo preveč. Ja, oba dosti. Ej, Tilen, jaz bi na tej točki mi tole zaključil. Prav. Meni je bilo res zanimivo in sem ti rekel, temu velikim
če bi tam na neka področja naj odpeljali, kjer je kazal, bi verjetno tole lahko trajalo še kakšno uro ali pa dve. Nisem dvomil v to, da zna trajati, no, tako bom rekel. Ja, nekaj si rekel, kaj pa bom govoril toliko časa, se ne boš govoril, se to ni predavanje. To je bilo tako, ja. Ampak, tako da, full thanks, da si... Hvala za povabilo. Z veseljem. Več. Vej se. Hvala ti.